Po uspešno upravljenem prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov je bil spet čas za domače prvenstvo in čas za prve točke. No, točko. Maribor je gostoval v Velenju. Začelo se je že v 11. minuti s fenomenalnim strelom Dina Hotića, ki si ga velja ogledati vsaj dvakrat. V 20. minuti je sprožil Klinar, na mesto je bil Stopajnik. Le 2 minuti kasneje ponovno lepa priložnost za Maribor, ko je z glavo streljal Mešanović, še enkrat pa je bil na mestu mladi velenjski vratar. V 24. minuti je lepo v sredino podal Viler, Velenjčani so blokirali. V 37. minuti nov poskus Mešanovića, na koncu le kot. Le minuto kasneje še enkrat v glavni vlogi Hotić, še enkrat iz podobnega položaja kot v 11. minuti, le da je tokrat projektil le za malo zgrešil vrata. V 42. minuti še en lep protinapad, ki ga je zaključil Mešanović, Stopajnik je ubranil, no, zanimivo, sodnik pa ni dosodil niti kota. O polčasu je bilo 1:0 za Maribor. V drugem polčasu smo spremljali precej enakovreden dvoboj, no v 59. minuti pa še ena atraktivna akcija, ki sta jo izpeljala Kotnik in Viler, ki pa z udarcem po tleh ni bil dovolj natančen pri zaključku. V 61. minuti je bil prvič na resnejši preizkušnji Handanović. Škoflek je sprožil iz desne v kazenskem prostoru, no na mestu je bil naš izkušeni vratar. V 71. minuti pa še ena za rubriko Saj ni res pa je. Namreč Črnčič je s podplatom štartal na Kronavetra, sodnik pa ne da ni dosodil prekrška, ampak je našega asa poslal predčasno po tuš in Maribor je moral zadnjih 20 minut odigrati z igralcem manj. V 73. minuti po izključitvi pa že priložnost za Rudar. Radić je prišel do soočenja z našim golmanom, toda Handanović je izjemno obranil. V 87. minuti pa vseeno lepa priložnost za Maribor. Krecu je prišel do udarca po samostojnem prodoru, a žal zadel zunanji del mreže. No, v 93. minuti pa se je zgodilo to, kar si nismo želeli. Velenjčani so uspeli izenačiti. V hitrem protinapadu je Lovenjak podal z leve, pred golom pa je Radić potisnil žogo v mrežo za 1:1. Z drugim zadetkom bi stvar olajšali, bi nasprotnika umirili, tako pa ob izključitvi in ob tem, da smo takrat že malo zgubili na svežini, je potem nasprotnik bil bolj enostaven, prihajal z večjim številom igralcem pred naš gol, imel en korner, drugi korner, tretji korner, ko smo se zelo solidno branili in škoda, da v zadnji minuti tekme potem oziroma čisto v izteku tekme potem ne damo nasprotniku globino, ki mu jo dejansko ne bi smeli dati in dobimo zadetek. V sredo pa že nov evropski obračun v Ljudskem vrtu. V goste prihaja AEK Solna. Se vidimo! Mislim, da smo dosti velika ekipa, dosti izkušeni, da bomo preklopili mentalno, dosti hiter. Mislim, če se že jutri, ampak žalost neko obžaluje določene priložnosti, določene odločitve na tej tekmi, ampak bomo pravi Maribor v sredo v tem skrbi.